Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Skok v šport. Najprej bomo pregledali športne prispevke. 5. krog prvenstva 3. nogometne lige skupine Center je prinesel vnovičen uspeh obema zasavskima predstavnikoma. Trbovljčani so gostili tekmece iz Komende in po boljši igri zmagali z 1-0. Prvi polčas, ki sicer minil terenski premoči Rudarjevih nogometašev, ni prinesel otipljivih priložnosti ne enim ne drugim. Začetek nadaljevanja je presenetljivo pripadel Gorencem, ki so si zaporedoma pripravili 2 lepi priložnosti, pri katerih se je obakrat izkazal domači vratar Matej Martinčič, ki je prav v soboto praznoval svoj 22. rojstni dan. Kar ni uspelo gostom, je uspelo gostiteljem, natančneje Davorju Rižnerju, ki je v protinapadu z natančnim strelom z roba 16-metrskega prostora dosegel edini zadetek za drugo zaporedno domačo zmago. Do konca tekme bi Rudarji lahko dosegli še kakšen zadetek, a so bili napadalci, kot denimo Jan Berger, premalo natančni v zaključnih akcijah. Po tekmi je novi trener Trbovljčanov Edi Navratil povedal. Gledalci nama ne bojo zamerili, da če se tikava, glede na to, da se že lep čas poznava. Edi, najprej vprašanje, je bilo kaj trema prva tekma na klopi? Ja, seveda je bilo, tako kot vsaka tekma je dobro. Prav posebno je prvo vseeno, ampak taka trema, ko nekaj pričakuješ, ne veš, kaj se bo naredil, tako kot v bistvu pred vsako tekmo. Mogoče za te nek malo bolj, kaj pač prva pred domačim občinstvom. Šele dobrih 10 dni si s fanti, verjetno še nekih vse dobro ne poznaš. Kakšne so bili današnje pričakovanja? Cilj je bil, da probamo zgarati tekmo, zdaj vsako tekmo je postopoma dati svoj maksimum. Za koliko bo pa to dovolj danes, hvala Bogu, je bilo dovolj za zmago. Proba dati maksimum, potem pa bomo videli. Naš cilj je bil predvsem, da pred domačim občinstvom ne razočaramo, da danes probamo zmagati. Pa čas bo pa svoje prinesel. Danes ekipa ni bila v popolni zasedbi. Popolna zasedba verjetno ne bo nikoli, ne? Glede na kartone, poškodbe, službe, tako da tistih 11, pa 16, koliko nas je bilo danes, je trenutno bilo najboljših in tisti so danes igrali, tako naprej bo. Med tednom imate za ostalo tekmo 3. oziroma 4. kroga, potem pa znova doma s Kalcerjem, to je ekipa prvoligaša iz Radomelj. Ja, v sredo gremo na gostovanje v Zarico, potem nas pa čaka tekma doma z Radomljem, tako da vsako tekmo je treba odigrati z vsem nasprotnikom, tako da bomo videli. Prioriteta je zdaj tekma v sredo, da se skompletiramo, zberemo, probajo fantje zamenjati službe, da gremo čim bolj komplet. Potem bomo pa videli. Ja, hvala lepa za tale pogovor in še enkrat čestitka za primerno zmago. Hvala lepa. Do veliko bolj izdatne zmage so prišli Zagorjani na gostovanju v Kranju, kjer so kar 7-2 premagali 11-terico domače Save. Za vodstvo zagorskih rdečih je že v 5. minuti poskrbel Anže Kranjc, ki je 4 minute kasneje povišal na 0-2. Izid polčasa 0-3 je v 29. minuti postavil Nebojša Karamarkovič. Kljub visokemu vodstvu so Zagorjani ostali zvesti napadalni igri in do konca dosegli še 4 zadetke. Še 2-krat se je med strelce vpisal Nebojša Karamarkovič, po en zadetek pa sta dodala Ivica Perič in Denis Nikolič. V Ivančni Gorici so gostitelji brezuspešno oblegali nasprotnikovo mrežo, ki je ostala nedotaknjena, tako da se je tekma Ivančna Gorica Kočevje končala z najbolj nepriljubljenim izidom 0-0. V naslednjem 6. krogu bodo Trbovljčani znova igrali doma. Njihov nasprotnik bo B ekipa Kalcerja iz Radomelj, Zagorjani bodo gostovali v Komendi, Ivančani pa na Bledu. Še prej pa bodo vsi trije odigrali preložene tekme 4. kroga, o čemer bomo poročali v naši naslednji oddaji.
Rokometašem v prvi A ligi, ki so začeli svoj prvenstveni ples pred 14 dnevi, so se ta vikend pridružili še rokometaši prve B lige in rokometašice v prvi A državni rokometni ligi. Zagorjanke, ekipa Geni, so v uvodni tekmi svoje 9. zaporedne sezone igranja med najboljšimi začele s prepričljivo zmago proti novinkam v ligi, mladi ekipi Ljubljane, ki je v bistvu druga ekipa Krim Mercatorja. Kakšnih 120 gledalcev je v zagorski športni dvorani videlo všečno predstavo domače ekipe, ki jo navdušila tako s pristopom, borbenostjo in nekaterimi zares lepimi potezami ter še lepšimi zadetki. Končni izid je bil 41-16, potem ko so varovanke trenerja Bojana Voglarja že v polčasu vodile z 21-8. Po 7 zadetkov sta dosegli Ivana Ljubas in srbska okrepitev Marija Obradović. Sicer so se z izjemo obeh vratark, Andreje Perič in Pije Golob, ki sta skupaj zbrali 17 obramb, med strelke upisale prav vse igralke. In kaj je po tekmi povedala zadovoljna slavljenka Teja Ferfolja? Teja, predno te kaj vprašam o tekmi, pričakovani zmagi, najprej vse najboljše, iskrene čestitke za tvoj 23. rojstni dan. Vidiš, tudi dekleta so tukaj. Tole je bilo pričakovano ali ne? Kaže pa na pristne odnose v ekipi. Ja, res je tako. Ekipa smo homogena, vedno znova se spodbujamo drug druge, ker strmimo k istemu cilju. Ne? Tako da hočemo imeti čim boljše rezultate v tej sezoni, tako da podpiramo ena drugo. No? Ampak ni vas veliko. 5 igralk je odšlo, 4 so prišle. Po novih pravilih v ekipi samo 2 kadeti lahko igrajo. Danes samo 13 igralk v zapisniku, pa vendar pustiva te administrativne zadeve. 6 golov za tvoj 23. rojstni dan. Zadovoljna svojo igro? Ja, sem. Kaj pa z zmago? Tudi, vsekakor. Nisi brez besed? Ne, nisem. No, v glavnem hočem samo to povedati, da začeli smo suvereno, da pokažemo tako, da je v nas motivacija, da hočemo pač doseči, mogoče malo Krimu dihati za ovratnik, tako da naj se nas pazijo, to smo pač s to tekmo hoteli dokazati. No. Prejle si mi dejala, da 23. rojstni dan, da se najbolj želiš zdravja. Ta je res zadnje čase precej nagaja. Ja, res je. Vsako sezono ne mine sezone, da ne bi bila poškodovana. No, upam, da bo letošnja sezona s tem rojstnim dnevom 100 tekmo otvorila zdravo in uspešno, ne samo meni, pa celotni ekipi. Kaj naj ti še reči? Še enkrat, iskrene čestitke in pa veliko želja za dobro zdravje. Najlepša hvala. V prvi B ligi letos prvič nastopa 14 ekip, v prvem krogu pa ni bilo presenečen. Šmarčani in Dolani so se z gostovanja na Igu oziroma Črnomlju vrnili s polnim izkupičkom. Četa trenerja Jake Kešeta je na Igu premagala domači Mokrc z 29-20. Kapetan Aleš Šmejc je dosegel 5 zadetkov, Jaka Avsec, Luka Poglajn in Dejan Brgles pa po 4. Veliko več dela so imeli Dolani. Črnomalci kot novinci v ligi so se predstavili kot trd in neugoden tekmec, ki se je upiral vse do zadnjega sodniškega piska. Končni izid je bil 25-24 za ekipo Zdola pri Hrastniku, ki je imela v svojih vrstah 2 zelo razpoložena igralca, Gregorja Klepeja in Domna Hripška, ki sta skupaj dosegla kar 16 golov. V naslednjem krogu bodo Dolani gostili Dobovo, v Šmartno pa prihajajo rokometaši iz Škofljice. Slovenci so navdušili na svetovnem mladinskem in kadetskem prvenstvu v kickboksu, ki se je odvijalo v italijanskem Riminiju. Spremljate posnetke mednarodnega turnirja na Izlakah. V konkurenci skoraj 2000 tekmovalcev iz 63 držav je 53-članska slovenska zasedba v posamični konkurenci osvojila 11 odličij, od tega kar 4 naslove svetovnih prvakov. Bronasto medaljo je v kategoriji starejših kadetov do 52 kg osvojil Domen Jerman, član kluba borilnih veščin Pondo-Kvan Zagorje. Domen je premagal reprezentanta Italije in Mehike, v polfinalu pa je moral priznati premoč izkušenemu Bolgaru, ki je na koncu zmagal. Poleg Domna so bili v 16. in 8. finale uspešni tudi Miha Drnovšek, Tina Baloh, Tadej Kolander in Matic Špajzer.
Žal so vsi izgubili v borbi za medalje, Miha in Tadej celo s tekmovalcema, ki sta nato postala svetovna prvaka. Primožu Bračiču je kot klubskemu in reprezentančnemu trenerju žal, da fantom in dekletom finančno ne zmorejo nuditi ustrezne strokovne pomoči, takšne, ki jo imajo v nekaterih drugih športnih zvezah in si jo ti mladi športniki zagotovo zaslužijo. Omeniti je treba tudi ostale člane Zagorskega kluba, Zalo Rozina, Žana in Roka Vrtačnika, Tjašo Kovačič, Brigito Perak in Evo Bartelme, ki so se srčno borili zase, za klub in Slovenijo. Žal so izgubili v borbah 16. oziroma 8. finala. V soboto, 20. septembra, je v Kranju potekal 15. mednarodni karate turnir Kran Open. Tekmovanja se je udeležilo 370 tekmovalcev iz 7 držav. Trboveljski klub so zastopali Ervin Salkič, Domen Zidar, Luka Ferlin, Luka Perc, Stefan Joksimovič in Blaž Hribovšek. Stefan Joksimovič je v svojih nastopih v katah in športnih borbah osvojil 2 zlati medalji. Domen Zidar je v kategoriji starejših dečkov do 45 kg osvojil srebrno medaljo. Prav tako srebrni je bil Luka Ferlin v kategoriji kadetov do 63 kg. Luka Perc je bil med mladinci do 61 kg tretji. Iz Hrastnika so nastopili 4 tekmovalci. Kot najmlajša med njimi v kategoriji starejših deklic do 47 kg prvo mesto osvojila Urška Haberl. V finale se je uvrstila tudi v kategoriji kadetin do 47 kg, kjer pa je po sodniški odločitvi izgubila in osvojila drugo mesto. V isti kategoriji je bronasta medalja pripadala Luciji Pirnoval. Barbara Haberl je osvojila 2 zlati kolajni, in sicer v kategoriji kadetin do 54 kg in kategoriji mladink do 53 kg. Tretji je bil tudi Denis Gorenc v kategoriji članov do 68 kg. V športnih oddajah vam bomo odslej med prispevki predstavili aktualno številko revije Bogastvo zdravja. V najnovejši si lahko preberete intervju s kolesarjem Matejem Mohoričem. Najdete tudi nasvete o izbiri ustrezne vadbe. Daljši prispevek bo starejše morebiti navdušil za nordijsko hojo. Pri prehrani vam bo prav prišel članek o strupih v prehrani in s tem povezanih vnetjih. Preberete pa lahko tudi o poslanstvu psov tačk pomagačk, o zgodnjem učenju angleščine, o slabovidnosti pri malčkih, o razvoju zob pri otrocih ter še veliko drugih zanimivih tem. Drugi krog prvenstva v republiških kegljaških ligah je prinesel več uspeha zasavskim ekipam. V prvi A moški ligi so presenetili Hrastničani, ki so se hitro opomogli in po porazu doma z mariborskim Konstruktorjem v Postojni kar 7-1 premagali domači Proteus. Mark Bortek je dosegel izvrstnih 639 podrtih kegljev. Prek magične meje 600 kegljev pa sta šla tudi Zlatko Drame in Vojko Šeško. Druge zaporedne zmage so se veselili tudi Litjani, potem ko so na domačem keglišču prav tako s 7-1 odpravili ekipo kranjskega Silika. V izenačeni domači vrsti sta se meji 600 kegljev še najbolj približala Klemen Celovski s 596 in Robi Pirš s 595 podrtimi keglji. V prvi A ženski ligi so Litjanke še drugič gostovale in znova ostale praznih rok. V Tržiču so jih tesno s 5-3 premagale igralke domačega Ljubelja. Dobra nastopa Valerije Kokal in Saše Burja sta bila premalo za prvi uspeh. V prvi B moški ligi so kegljači Rudarja gostovali v Škofji Loki in izgubili z 2-6. Drugače je bilo v vzhodni skupini druge moške lige, kjer je druga ekipa Elitije na domačem objektu kar s 7-1 premagala ekipo Impola iz Slovenske Bistrice, medtem ko so se Hrastničani po vodstvu s 4-0 na koncu morali zadovoljiti zgolj 1 točko proti gostom iz Šoštanja. Prvenstvo v zahodni skupini druge ženske lige, kjer tekmuje tudi ekipa Zagorskega Dormeja, bodo s prvenstvom začele v soboto. Zagorjanke pa čaka nastop v Cerknici proti drugi ekipi tamkajšnjega Bresta. Sledi pregled izidov veteranske Trim lige Zasavje, v kateri so odigrali tekme 3. kola. Športno društvo Prapreče proti Džeriju 1-6. Antimon proti Proletarcu 4-4. Športno društvo Izlake proti Pizzerija Kukuca 1-3. Lemuhi proti Šentlampert 0-4. Športno društvo Čovnišče proti Odpisanih 3-0.
Luka Bar Polje proti udarniku TSG Lunar 0:0. Tim Hrastnik proti Zasavc 2:1. Mizarstvo Zupanc proti Škoti Bekselbar 1:6. Športno društvo Mlinše so bili prosti. Po odigranem tretjem kolu v veteranski ligi vodi ekipa Džeri, sledita pa ji picerija Kukuca in Šentlampert. V prvi ligi so odigrali tekme četrtega kola. Mlinše 2 proti Juventus 1:5. Čonišče 1 proti Šentlampert 3:0. Antimon proti Kasapos 3:1. Pink Panther proti Turisti 5:3. Čonišče 2 proti Tajkunom 1:4. Mlinše 1 proti Barbara Bar 2:4. V vodstvu so Antimon z 12 točkami pred Pink Pantherji in ekipo Barbara Bar. Poglejmo si, kakšen je vrstni red strelcev, ki se potegujejo za zlati prstan televizije ETV. V vodstvu je Blaž Novak s 6,05 točke in 11 zadetki. Na drugem mestu je Tilen Judež s 5,60 točke in 7 zadetki. Tretje mesto trenutno zaseda Jaka Bizjak s 5 točkami in 5 zadetki. Četrti je Jan Sotenšek s 4,95 točkami in 9 zadetki. In peto mesto trenutno zaseda Aljoša Vincek s 4,80 točke in 6 zadetki. Marketing televizije ETV. Pokličite 041 989 446 ali obiščite našo spletno stran etv.elektroprom.si. Dobrodošli nazaj. V studiu se mi je pridružil gospod Matej Avanzo, namestnik generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije, tudi direktor članskih reprezentanc in vodja projektov in marketinga. Prav lepo pozdravljeni pri nas. Lep pozdrav tudi vam. Menim, da je prav, da glede na to, kako so bili naši reprezentanti konec avgusta in septembra uspešni na svetovnem prvenstvu, da spregovorijo kakšno besedo v njih. Najprej pa seveda v vas, kako ste zašli, skočili v košarkarske vode. V bistvu že od majhnega sem bil stalno v športu, užival v ne samo košarki, v vseh športih, ampak s košarko sem pa v bistvu povezan že nekje od 7-8 leta. Sam sem treniral v mlajših kategorijah, ampak potem s koncem gimnazije je bilo bolj kot nejasno, da na neki višji ravni ne bom mogel igrati in sem se usmeril v druge vode. In zelo vesel sem, da upravljam v bistvu hobi kot poklic, ker mislim, da je to ena najlepših stvari, ki se ti lahko zgodi v kariernem smislu v življenju. Gledalci bolj ali manj vidimo samo tiste izbrane slovenske reprezentante. Imate pa tudi več ekip članskih, ne? S čim vse se Košarkarska zveza še ukvarja? Ja, smo v bistvu na nek način kar velika zveza za slovenske razmere, 14 zaposlenih nas je trenutno, ampak v primerjavi z večjimi zvezami v svetu, v Evropi, smo pa pravi palček. Tako recimo ta velike zveze, recimo turška, španska, italijanska, se pogovarjamo nekje okrog 100 zaposlenih, ne? So to prave inštitucije, ampak kljub temu po rezultatih vidimo, da smo konkurenčni, da tudi z v bistvu relativno skromno ekipo je moč biti v svetovni špici. In ja, ne ukvarjamo se samo z moško člansko reprezentanco, ampak imamo še 10 drugih reprezentanc, od moške B, ženske pa do vseh mlajših starostnih kategorij. In tudi vse te reprezentance vsako leto tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih, na mednarodni sceni.
in zato je pač potrebno tudi zbrati kar precejšen proračun vsako leto, da lahko zagotovimo res vrhunske razmere za delo za vse omenjene selekcije. In koliko dela, naprimer, terja neka priprava na odhod na tako veliko tekmovanje, kot je svetovno prvenstvo? Koliko prej se že začnete pripravljati, koliko ljudi sodeluje in potem gre na samo lokacijo? Ja, v tej sami ožji pripravi sodeluje v bistvu pisarna Košarkarske zveze, najbolj z našim generalnim sekretarjem in mano, tudi predstavnik za odnose z javnostmi je ves čas vključen v ta projekt in pripravlja se v bistvu eno leto, torej ko se zaključi eno prvenstvo, se že začnemo počasi pripravljati na drugega, potrebno je urediti od opreme do potem pripravljalnih tekem, normalno podaljšati ali pa podpisati nove pogodbe s sponzorji, se že začeti razmišljati o nekih novih akcijah, idejah. Če nisi inovativen, te hitro vsi pozabijo in po tej inovativnosti želimo biti prepoznavni in mislim, da tudi smo. Tako da stoji za tem kar velika ekipa sodelavcev. Na samih pripravah, potem pa na prvenstvu nas je pa z igralci vred 26, 27. Na tem prvenstvu nas je bilo 26. Tu so pa vključeni od zdravniške službe, ki jo sestavljata 2 fizioterapeuta, 2 zdravnika, do tehničnega vodje, ki skrbi za vso opremo in za to, da pač vse, kar se tiče s tem povezanih stvari, deluje brezhibno. Prej že omenjeni PR, skratka ta ekipa je zelo široka in normalno cel trenerski štab, ki je sestavljen iz glavnega trenerja, njegovih pomočnikov, trenerja za telesno pripravo, tako da to je v bistvu mašinerija, ki deluje res odlično in velikokrat so igralci izpostavljeni in so normalno frontmeni brez pomisleka, ampak tudi brez tega celotnega stafa, ki skrbi zanje, ki je v bistvu njihov servis, vsi mi smo servis igralcem, od tega ne sme nihče bežati, tudi ne gre. In eno z drugim pa potem da tisto prepotrebno kemijo, da je na koncu tudi rezultat. Mogoče ste kdaj vzeli s sabo tudi kakšnega kuharja ali zaupate lokalnim specialitetam? Ni prišlo nikoli do kakšnih zastrupitev? Ne, kuharja sicer ne jemljemo sabo, ne gre toliko za zaupanje, kakor da enostavno nimamo sredstva, da bi si privoščili. Kakšne večje zveze, kdaj naredijo tudi to, ampak trenutno, ker je cel svet bolj kot ne v krizi, se vsi bolj ukvarjamo s tem, da zmanjšamo stroške ali pa naredimo nek projekt za čim manj denarja, nič drugače ni pri nas in tudi pri ostalih reprezentancah in recimo z izjemo naprimer Američanov ali pa Špancev kot gostiteljev svetovnega prvenstva, večina drugih držav ni imela nobenih nekih posebnih želja ali pa da bi ustrajali pri nekem posebnem tretmaju. In kako so potekale priprave nekaj tednov, zadnji teden, nekaj dni pred samim začetkom, pred prvo tekmo? Ja, priprave smo začeli že 16. julija, predtem je bila že en mesec aktivna B reprezentanca, iz katere so se pridružili nekateri igralci, potem A reprezentanci in pa tudi nekateri člani štaba. Tako da za nekaj nas, ki smo bili z B reprezentanco, je v bistvu 15. julija smo se vrnili z Kitajske, kjer smo bili na eni daljši turneji. 16. julija smo se pa že zbrali na pripravah v Zrečah. Sledilo je potem menjavanje nekaj prizorišč v Sloveniji, Kranjska Gora, Rogaška, omenjene Zreče, Ljubljana. In pa imeli smo 2 pripravljalna turnirja večja v Sloveniji, enega v Rogaški Slatini in Murski Soboti, enega v Ljubljani. Šli smo tudi v Litvo na en turnir in pa potem se odpravili 24. augusta na Kanarske otoke, kjer nas je čakalo svetovno prvenstvo. Tam odigrali še prestižno pripravljalno tekmo za Ameriko in potem se je prvenstvo začelo in normalno pritisk je bil vse večji, ampak mislim, da smo lahko na koncu zelo zadovoljni. Je bilo čutiti precej nervoze pred prvo tekmo? Tako kot pred vsakim takim tekmovanjem. Nekatere zadeve v pripravljalnem obdobju so stalnica in tako je tudi pač nervoza, stopnjevanje te napetosti, živčnosti. Potem, ko daš več teh stresnih situacij v življenju skozi in se jih navadiš, jih drugače začneš sprejemati. No? In pač kot neko
povsem običajno zadevo. In to je tudi za reprezentanco zelo pomembno, da je počasi pomlajujemo postopoma, da vsako leto se pridruži kdo nov in potem tudi ni nekih večjih pretresov v reprezentanci, ker se mlajši učijo od starejših, bolj izkušenih in to prinese potem tudi to kontinuiteto, ki smo ji priča zdaj že približno 10 let v slovenski košarki. In zmaga na prvi tekmi proti Avstraliji je bila potem olajšanje? Ja, absolutno. Prvo tekmo dobiti je povsem drugače, ne? Mirno spiš, si že daš lahko saj malo duška, zadihaš, če pa tisto prvo tekmo zgubiš, je pa lahko to problematično. Smo pa v bistvu v Rata že postali pravi specialisti za te uvodne tekme, to je bila namreč že 10. uvodna tekma na velikih tekmovanjih, ki smo jo dobili, tako da naj se ta statistika kar nadaljuje. Ja. In ta dobri štart je pokazal potem kar dost elana proti Mehiki, Koreji in tudi Angolija, ne? Ja, vse to so precej boljše ekipe, kot se mogoče zdi na papirju. Nobene ni več egzotov, ne v košarki, ne v drugih najbolj razvitih športih. Mogoče v nogometu je ta specifika, da ti tudi s precej slabšo igro lahko celo zmagaš. V košarki je to bistveno težje, ampak vseeno, razen morda Koreje, ki je odstopala nekoliko navzdol, so vse ostale ekipe ob dobrem dnevu zelo težko premagljive ali pa lahko celo zgubiš. Mi smo se odločili, da želimo vse tekme zmagati, smo se odrekli kalkulacijam, zdaj razpravljati o tem, kako bi bilo, če bi bilo, to je odveč. Dejstvo je, da smo spet med 8 na svetu in mislim, da je to vse, kar šteje. Omenili ste kalkulacije, s tem mislite na tekmo, ki jo je Avstralija izgubila? Ja, pač sistem je tako narejen, da je omogočil določene špekulacije, kar jih vsak sistem omogoča. Tu smo se vse reprezentance želeli izogniti Američanom. Vedelo se je, da če si prvi ali tretji v skupini, potem z Američani vsaj do polfinala ne boš igral. In mi smo imeli možnost kalkulacije pri tekmo z Angolo. Odločili smo se, da ne bomo kalkulirali in da gremo na zmago. In Avstralci so se pa odločili pač drugače in tisto tekmo v navednicah namenoma izgubili, čeprav verjetno bi šlo brez navednic, ampak tudi to je del športa in sicer moralno je to vredno obsojanja, tekmovalno je pa na nek način razumljivo in konec koncev bili so potem tudi kaznovani. V zadnji sekundi so izgubili tekmo z Turčijo v osmini finala in šli domov. Tako da lahko bi se nam popolnoma isto zgodilo, če bi kalkulirali ali pa ne. Žal je šport pač poln nekih detajlov, drobnih skrivnosti in nikoli ne bomo prišli do dna tej zadevi. Kot sem rekel, pač na koncu šteje rezultat, kakršen je. Ne da se pa potez zamenjati za nazaj. Koliko slabe volje ali pa teh govoric je pa prišlo do samih reprezentantov, ali so se skušali izogniti? To je normalno, ne? Veliko vprašanje je bilo na to tematiko, koliko smo se ukvarjali s tem. To, da se ukvarjamo s tem, je povsem normalno in tudi logično. In kdo, če ne mi, ki vodimo to reprezentanco ali pa košarkarsko zvezo, kdo drug bi lahko more biti obveščen o tem. Igralci pa tudi normalno, to so vsi pametni fanti, uspešni, niso od včeraj in veliko jih je vedeli, zakaj gre, jih pa definitivno mi s tem nismo obremenjevali ali pa da bi jih spraševali za mnenje, ker pač to ni njihova vloga, ne? In to odgovornost naprtiti igralcem ne bi bilo fair in zato smo se o tem sicer pogovarjali, so bile diskusije, ampak ne na relaciji štab igralci ali pa vodstvo zveze igralci. Potem pa prišla tista neslavna tekma z Litvo oziroma tista četrtina, ko nam pred televizijskimi zasloni sploh ni bilo jasno, kaj se je dogajalo. Mislili smo, da je že koš začaran, ampak tako je pač prišlo, ne? Ja, to so pač take tekme. Pride slab trenutek, ponavadi po Murphyjevem zakonu v najslabšem možnem času. Težko je govoriti o razlogih, veliko zadev se je takrat v bistvu poklopilo nam v škodo in Litvancem v prid.
Je pa mogoče tudi to dejstvo, da v prvih 3/4 smo res igrali odlično košarko, najboljšo, mislim, da v celem prvenstvu, in da je bila mogoče takrat razlika tistih 10 točk zelo malo nerealna, glede na to, da imajo Litvanci odlično ekipo. In se je to pač izenačilo. Šport je vedno nekaj da, nekaj vzame. In takrat je nam vzel v tistih ključnih momentih. Igralci so bili zelo utrujeni, imeli smo v bistvu manj posameznikov v rotaciji, tako da vse se je enostavno seštel. Kljub vsem težavam smo pa prišli še vedno nekaj sekund do konca, do 2, enega meta za zmago, enega meta za podaljšek. Žoga ni šla takrat skozi obroč. Tako kot sem že omenil, ne da se spreminjati stvari za nazaj, nam je pa to gotovo dobra šola za naprej. Seveda. Dominikanska republika v osmini finala tudi ni povzročala preglavic, oziroma nekaj jih je, ampak so jih vseeno naši premagali. Na to pa so prišle ZDA. Je bilo prej realno za pričakovati kakšen drugačen izid? Dominikanska republika ni naivna reprezentanca, ker se sicer ne bi uvrstila med 16 in to celo kot tretja v skupini. V bistvu zelo kar težki skupini. Ključno na tej tekmi je bilo, da je Zoran Dragić v žep pospravil njihovega glavnega zvezdnika Garcijo, ki mislim, da 9 sezon igra v ligi NBA, skratka je tam eden boljših igralcev bil vedno v svojih klubih. In vedno je na koncu, ko zmagaš, je lahko reči, da Dominikanska republika ni bila neka velika prepreka, ampak to niso slabe ekipe. In oni so v bistvu, cela država je dihala za njih, si želela, da bi prvič v zgodovini naredili nek rezultat, ampak smo bili boljši, mislim, da smo si definitivno zaslužili to zmago. Pol je pa prišla ta tekma z Američani, v kateri nismo imeli kaj izgubiti, se v bistvu 22-23 minut odlično kosali z njimi, potem pa pač pride do prevlade te njihove izjemne fizike, fizične premoči, atletskega pristopa in tudi veliko več igralcev v rotaciji, ker enostavno ne zdržiš in je potem vprašanje samo, ali si toliko psihično močen, da zadržiš recimo zaostanek nekaj na 30 točkah, ali pa je ta zaostanek še večji. In mi enostavno ob tem, da so bili igralci, vsaj te nosilci igre, preobremenjeni že skozi celo prvenstvo, ker enostavno nimamo take baze igralcev, ali pa smo rajši uvrščali letos nekaj mladih zraven. Smo se pač mogli sprijazniti s tem, da bo na koncu razlika visoka, ampak mislim, da smo lahko dvignjeni glav tudi to tekmo zapustili. In zasedli končno 5. mesto, ne? Ja, na koncu v bistvu v teoriji smo 7, ker se šteje rezultat v prvem delu vseh, ki izpadejo v četrtfinalu, in presenetljivo je pač izpadla Španija, ki je imela v prvem delu 5 zmag, mi smo imeli 4 in je zato po tej kalkulaciji pred nami, in pa Brazilija, ki je imela sicer tako kot mi 4 zmage in en poraz, ampak je imela boljšo razliko v danih in prejetih točk. Tako da na koncu zasedamo 7. mesto, ampak to niti ni bistveno. Bistveno je, da smo med teh 8 na svetu, da smo drugič zapored, da smo hkrati tudi stalno med 8 v Evropi, in ta tako želena kolajna mora enkrat priti, kdaj bo, je težko napovedati, si jo pa zelo želimo. Seveda. V finalu je ZDA premagala Srbijo z 129 proti 92. Za finalno tekmo je to kar velika razlika, ne? Je res taka velika razlika med ameriškim načinom igranja in pa neameriškim? Je. V bistvu je vedno večja v zadnjih letih, zaradi tega, ker so se Američani začeli zavedati dejstva, da ni več dovolj, da si fizično superioren, ampak so začeli piliti v taktiko, neke inačice, obramb, predvsem moštvenih obramb, ki jih prej niso, prej so se bolj kot ne osredotočali ali pa zanašali na igro 1-1. Zdaj so pa začeli tudi oni zelo ekipno razmišljati, in to je enostavno v tej fizični premoči, tudi ob dejstvu, da oni niso prišli s prvo postavo, da je manjka recimo 5-10 zvezdnikov, še vedno dovolj, da pač dobesedno
pomendrajo celoten ekipo. košarkarski svet. Ja. Tako. Kakšni so pa načrti tako reprezentance moške in pa tudi nasploh košarkarske zveze? Ja, kar se moške A reprezentance tiče, nas čaka Evropsko prvenstvo prihodnje leto. Pred kratkim se je uradno izvedelo, da bo prvič v zgodovini v 4 državah, in sicer v Nemčiji, na Hrvaškem, Franciji in pa v Latviji. Ne vemo še, kje bomo igrali. Na nek način si želimo, da bi lahko bilo to v Zagrebu, ker bi s tem omogočili velikemu številu slovenskih navijačev, da bi si tako rekoč spet pred domačim pragom ogledali svojo reprezentanco na Eurobasketu. So bili pa tudi v Španiji zelo glasni. Ne? Ja, absolutno. Ja. Navijači so res naš velik zaklad. Vedno se to sliši kot neka floskola, ampak definitivno trenutno v košarkarskem svetu 3 države prednjačijo pri navijačih, in sicer že tradicionalno mi in pa Litovci, medtem ko so vse bolj prisotni Finci. Na Finskem je košarka izjemno popularna, veliko bolj, kot se ljudem zdi. Vse vam bo povedal podatek, da je v Bilbao, kjer je bila Finska na svetovnem prvenstvu v skupini, bilo 7000 finskih navijačev. In tam je prava košarkarska euforija in tudi zelo dobro delajo, predvsem pa imajo precej sredstev na voljo. In tudi vi ste imeli kar nekaj posebnih stikov z navijači, ne? Ste se srečali z njimi? Moram reči, da je to zdaj že tradicija, da vedno reprezentanca na velikih tekmovanjih obišče navijače, organizira košarkarska zveza nek v bistvu sprejem, neko druženje, in tako na Kanarskih otokih v Las Palmasu, kot potem v drugem delu v Barceloni, smo si vzeli, oziroma so si igralci vzeli čas za navijače, in res imamo prav fajn fante med našimi igralci, ker jim nič ni težko narediti, in velikokrat se v bistvu čudimo vsi v reprezentanci, odkje jim taka energija, ampak potem, ko pač te navijači res iskreno pridajo, dajo kakšni od njih zadnje evre ali pa to vzamejo kredit, enostavno je toliko pozitivne energije na kupu, da potem nobenemu od igralcev ni niti težko. In recimo letošnje druženje na Kanarskih otokih je bilo predvideno 45 minut, potem je pa trajalo bistveno dlje kot 2 uri. In to na željo igralcev, ki so vsi rekli, da si želijo tam še dalj časa ostati. Kako pa je kaj z mladimi, v mladih ekipah? Se nam obeta tudi potem nadaljevanje te košarkarske pravljice? Jaz upam, da ja. Definitivno se je ena zadeva spremenila, in sicer nimamo več take baze igralcev, da bi v mlajših kategorijah ves čas bili v vrhu ali pa dosegali vsaj zelo dobre rezultate. Imamo pa še vedno v vsaki generaciji 1 do 2 posameznika, ki sta primerna za člansko reprezentanco, in tako bo tudi naprej. Trenutno nas malo skrbi predvsem višina. Nimamo tudi v mlajših kategorijah ali pa zdaj mlajših, recimo od 25 let, nimamo prav veliko visokih igralcev, za katere lahko 100% trdimo, da bodo konkurenčni, kot so bili recimo njihovi predhodniki. Ja. Ampak prihajajo pa tudi neki mladih visokih fantov in vedno bomo najdeli 12 igralcev za reprezentanco. In koliko bomo pa kakovostni, je pa težko zdaj napovedati vnaprej. Jaz pa mislim, da smo na bistveno boljši poti, kot marsikdo misli. Torej se nam obeta še kar nekaj let, ko bomo stiskali pesti, navijali za naše fante, tudi dekleta, ne? Ja, seveda, tudi pri dekletih delamo velike korake naprej, predvsem v mlajših kategorijah. Delamo v bistvu čudeže s to bazo, ki jo imamo, tako da tukaj je ogromno košarkarskih zanesenjakov, delavcev, ki praktično brezplačno ali pa volontersko delajo, in to je v ženski košarki še toliko bolj prisotno. Zato tudi želimo na Košarkarski zvezi čim bolj enakovredno tretirati in moške in ženske in vlagati v žensko košarko, čeprav imamo velik problem pri trženju le-te, in v bistvu ves denar, ki ga namenjamo ženski košarki, ga namenjamo iz moške košarke. In je težko včasih razložiti vsem deležnikom oziroma jih zadovoljiti vse na nek jasen način, ampak mislim, da je tudi ženska košarka eden od temeljev razvoja tega športa in
Ne nazadnje, ženska košarka v Sloveniji ima tradicijo in mislim, da jo mora imeti tudi v prihodnje. Jaz se vam prav lepo zahvaljujem za vaš obisk v našem studiu. Prenesite tudi naše pozdrave naprej celi reprezentanci. Mi smo ponosni na vas, na vse, ki ste pripomogli k temu uspehu, ki so ga fantje dosegli na svetovnem prvenstvu. Želimo pa tudi celotni zvezi veliko uspehov še naprej. Ja, hvala za lepe želje in lep dan naprej. Hvala. Dragi gledalci, drage gledalke, hvala lepa za pozornost in nasvidenje. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.